No, David Rankar se mi je pridružil. Ja, jaz sem tako vesela vedno tvoje družbe, da ker potem oddaja v dvoje je vedno bolj dinamična in lepša in lažje je in te prepustim, da tiste slovnične napake ti obdelaš in potem meni preostane vse dobro. Spet imamo eno zanimivo temo o Marsu in Veneri danes. Tokrat se bova pogovarjala o denarju, o financah. Zakaj je to tema spora v partnerskem odnosu, oziroma ne samo to, kdo je tudi boljši gospodar denarja, moški ali ženske? In naj vas spomnim, drage dame in gospodje, da v skupnem seštevku Mars in Venera Mars vodi z 9-8, kar kaže na vse argumente. Ne bom šel. To kaže samo, da David bolje lobira. To je vse. Lobirati pa res znam. Ja, to pa je. V bistvu moje raziskave kažejo, in vedno znova se to dokazuje, da moški pač stvari hendlamo boljše. In tako je tudi z denarjem. To pa ni res. Mogoče imate moški marsikaj dobro pod kontrolo v življenju, ampak kar se denarja tiče, se mi zdi, da pa... No, pol priznaš. Ne, za kakšne stvari sem rekla. Ne vse. Recimo, dejva začeti pri pozitivnih štela. Vem, da ti bo šlo težko z jezikom. No, tistih, ki jih res obvladate, je sicer kar nekaj, vam priznam, dragi moški seveda. Ampak pri denarju se mi zdi, da smo pa ženske malo bolj tako, malo bolj varčne, znamo gledati malo bolj v prihodnost. Pri kateri torbici si pa to varčnost začutila? Ja, ne vem, torbice niso ravno moja šibka plat, veš, tako da tukaj me ne boš dobil. Zapestnice. Tudi ne, ne. Ure. Ne. Kikle. Edina stvar, ure, dobro. Edina stvar, za katero recimo se mi zdi, da nam ženskam pa res, saj večinoma, kako se pogovarjam tudi s prijateljicami, ni škoda denarja, so potovanja, ne. Tam pa mogoče premalo gledamo denar. Ampak dobro, bova danes imela razširjeno debato, kdo je boljši v financah. Še vedno vabljeni tudi vi, da glasujete na 041 300 007 z besedo Mars ali Venera, torej odvisno, s kom se strinjate, kdo vas bo bolj prepričal, ali se nama oglasite tudi po telefonski zvezi in poveste svoje mnenje, da pa ne bova pametna samo midva, David, imava tudi danes dva zanimiva gosta in seveda bova dala dami prednost. Ja, jaz kar pozdravljam našo že kar stalno strokovno sodelavko Alja Virant. Alja Fabjan. Fabjan, pardon, sem se zarekel. Živja, Alja. Alja, pozdravljeni. Dobro jutro, izvolite, živja. Ja, da pa bo zadeva tudi tako z finančnega vidika podkovana, z nami še finančni svetovalec Mitja Glavnik, lepo dobro jutro, ki ima pa tudi kar nekaj izkušenj s financami. Pozdravljeni, živja. Na Mitjo jaz stavim, bo kakšno dobro rekel tudi za nas fante, ampak Alja, te stvari, verjetno denar v partnerski zvezi, kar se tiče krega oziroma prepirov, ni nepomembna zadevica, ne? Ne, sploh ne. Denar je ena taka zelo občutljiva tema. Malokrat se zgodi, da kdo pride, ali pa da par pride in reče že tako iz prve, denar je problem. Ampak velikrat se pa odkrije, da nekje v ozadju ostalih problemov in mogoče lahko neka baza, iz kjer pol izvirajo tudi ostali problemi. Se pravi, so finance lahko velikokrat predmet spora v partnerski skupnosti, ker verjetno je tukaj na začetku neke partnerske skupnosti dober kakšen dogovor mogoče, kako bo zdaj, ko bomo skupaj živeli z denarjem, da so, bom rekla, bolj jasno postavljena pravila. Je to potrebno ali ne? Ja, točno tako. Zelo pomembno je, da se že od začetka nekje tudi pogovarjamo o temi denarja. Pogovarjamo se, dokler je še čas, ne potem, ko postane že problem, potem skoraj ni več časa, da bi se pogovarjali, pa že rešujemo hud problem, ki lahko res zraste. Tako da ja, pomembno je nekak iskrenost, pomembno pa tudi, da sta partnerja nekje, kar se tiče odnosa do denarja, vsaj malce si podobna. In usklajena. Tako. Mitja, jaz poznam en par, ki imata ločene finance. Čeprav sta poročena, imata otroke, funkcionirata super, ampak ko je pa treba plačati, se pa točno ve, kdo bo kdaj plačal. A je to tisto čisti računi dobri prijatelji, ki gre tudi v partnerski odnos, ali je to že malo preveč? Vsekakor je dobro, da sta partnerja dogovorjena, kako bo ta upravljala z denarjem. Zdaj, lahko so različni primeri, na kateri imajo popolnoma ločene finance in tudi določta, kjer znesek, do katere višine bo nekdo kriv, se pravi za hrano, za dopuste, za mogoče neke večje investicije. Nekateri imajo skupni
v bistvu vse skupaj dajo v en žakelj in potem razpolagajo s tem. Zdaj, katera metoda je boljša, je težko govoriti. Pravzaprav je pomembno, da pride do tega konsenza, na kakšen način se razpolaga s tem denarjem, kateri so mogoče neki skupni cilji, neki skupni projekti za naprej. Se pravi, običajno partnerstvo je nek dolgoročen projekt in temu primerno se treba pripraviti tudi finančno, ne, ker kaj pa recimo, če pogledamo finance na širše, ne, velikokrat slišimo, saj tako se mi zdi, no, da bolj moški recimo se lotijo tudi kakšnih vlaganj v kakšne sklade, razna varčevanja in tako naprej. Kriptovalute. Ja, recimo tukaj je David dober primer, ne? A ni? No, jaz s kriptovalutami res priznam, nimam nobenih izkušenj, ampak mogoče tako na prvo žogo, no, pa ste vi povedali iz svojih izkušenj, bi rekla, da se pa moški več s tem vlagajo, kako bi naložili denar, ali bi ga pametno naložili ali ne. Imajo tukaj več smisla za finance ali samo več tvegajo kot ženske? Upam, da ne bo izpadalo šovinistično, ampak mislim, da smo moški boljši v tem delu, se pravi v naložbah. Pri financah. Tako. Na drugi strani ženske bolj skrbijo za dom, za ognjišče in tako naprej. Pri naložbah smo pa moški bolj pogumni, a ne? In izrazito mogoče se vidi tudi zdaj, ko ste omenjali kriptovalute, pretežno investirajo moški. Ženski si in ne to je upamo, bilo tudi že prej pri vzajemnih skladih, delnicah in moški smo prvi začeli zapuščati bančne depozite. Ker ženska bolj stavi na varnost, moškim pa more, ne bomo rekel, dogajati za naprej, ampak vidimo, imamo ta smisel. Bolj nas žene adrenalin. Ja, ampak jaz bi pa rekla, mogoče moški sicer več tvegate, pa ste tako finančno malo bolj pogumni, ne, ampak potem tudi malo več izgubite kot mi. To je, ja, glej, vsaka medalja ima dve plati. To je res, ja. Dajva slišati vse naše gledalce in gledalke, nič 1-475-20-20, nič 1-475-20-21. Kdo je pri vas doma tisti, ki bolj zna bolje ravna. Bolje ravna z denarjem? Ja, dajva tako. Kaj bi rekli, kdo je boljši gospodar financ, ne? In imava že nekoga na liniji. Jaz mislim, da najbolje, da kar slišimo. Dobro jutro. Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro, povejte. Ja, pri telefonu. Ja, mi imamo pa tako narejeno. Vsak ima svojo plačo, imamo 3 otroke. In v bistvu vsak mesec damo na en račun vsak polovico in ko se tisto porabi, pa damo vzor. Pač vsak ima svoj denar, tako ste že prej rekli, kar je bilo mogoče vam malo čudno prej. Ampak niso brez problemov. Vsak da to in ni nobene trgovine. Jaz bom pač tako rekla, vsak ima svoje potrebe, mož ima mogoče da ne vem, kaj več za motor, kar meni mogoče ni toliko pogodo, jaz dam pa mogoče za kakšno torbico več ali pa za kakšno drugo stvar, pa se mogoče može zima bolj neumno. No da, malo za tiste neumnosti mora vsak imeti malo prostora. Nekaj svojega. Ampak super ideja, ne? V bistvu lahko nadaljujemo iz tukaj. Se pravi, vsake plače polovico, damo na kup za družinski proračun in potem vsakemu ostane še pol. Ampak ali se lahko naredi recimo zelo prej ali slej ena težava v tem, ko nekdo zasluži več? Da bi recimo žena zaslužila, pa ne govorimo o 100 evrih več ali manj, ampak ne vem, 2-krat toliko kot mož ali pa obratno. Potem pa nekoga začne, jaz pa dajem v skupno vrečo prav tako pol, ne, pa zaslužim toliko manj, ne? Ja. Je lahko tukaj potem... Seveda, ja. Tukaj imamo nekje v grobem, če imamo en skupni račun, 2 načina. Ne? Ali vsak prispeva enako vsoto v ta skupni račun, ne glede na to, koliko zasluži, ali pa se dogovorita, da prispevata proporcionalno, glede na zaslužek. Je pa res, ne, glede na spol, tudi je več ločitev tam, kjer ženska zasluži več kot moški. Pravi se, moški dejansko težko sprijaznijo s tem, da žena prenese domov več denarja. Se pravi, če žena zasluži več, naj tega ne pove možu. Recimo, skrije. Se loti kriptovalut in skladov, Mitja, ne? Recimo, skrivaj. Naprimer, ja, ker zaslužki so lahko enormni, in če pride do njih, je lahko potem gospa zadovoljna, ker je pač moški pri gospodaru nek zaslužek. Kaj bi se pa zgodil, če bi izgubil?
Kaj pa, če, To je pa recimo, drugo vprašanje, če se ne. pogovarjamo recimo o različnih načinih varčevanja, tudi to temo smo že imeli večkrat v oddaji, različni načini. Kako pa je tukaj, kakšne so vaše izkušnje iz prakse? Kdo se večkrat odloči za varčevanje oziroma je pri tem bolj uspešen, da dejansko nekaj privarčuje skozi leta? Kdo več privarčuje, Ja. Bi lahko rekel, da ste ženske bolj pridne Bolj na temo varčevanja. Se pravi, nekaj je treba dati na kupček, pospraviti, ampak potem pa pride ta moški moment, ko se pa pove, aha, ta kupček bomo investirali tja ali tja. In je prav, da pride do te sinergije, namreč sodelovanje vedno najboljše sadove obrodi in izkoristiti najboljše od vsakega sveta posebej, ker tukaj mogoče niti ne gre toliko za to delitev moški, ženske, ampak mogoče kakšna finančna osebnost smo. Mi tukaj delimo na recimo zapravljivce, ki uživajo vsak trenutek, vsak dan, so najbolj redni gostje na razprodajah, to, kaj bo jutri... Vse, kar zaslužijo, tudi zapravijo. Tako, kaj bo jutri, jih ne zanima. Druga kategorija so varčevalci, to so tako imenovani hrčki, ki pa res imajo običajno do centa razdelano, kaj se porabi. Ki vejo, kateri jogurt se splača kupiti. Tako, to so najbolj hvaležne stranke bank, ker oni stavijo na varnost, ne na donos, ampak važno je, da imamo to na kupčku. Tretji tip finančne osebnosti so pa investitorji. Investitorji so pravzaprav tip osebe, ki združuje najboljše od zapravljivcev, se pravi, si zna prvošati, ampak od tistega, kar je viška. On ne bo nikoli ogrozil svoje prihodnosti na račun neke trenutne potrošnje. Je discipliniran tako kot varčevalec, vendar ima pa tisto žilco, investicijsko, in on ve, on bo poskrbel, da bo od dobička živel. Da bo en del krožil. Tako, to je, naj denar dela zame, ne jaz za denar. To je vodilo. Sliši se dobro, ja? Ja, sliši se dobro. Takšen dober moto, ne? Kakšne so vaše izkušnje? Še nekoga imamo na telefonski zvezi. Dobro jutro. Pozdravljeni. Dobro jutro. Ja, Marija pri telefonu. Jaz bi pa rada sam tole rekla, glede na današnji svet in mlade, ko začnejo službo in to, da se varčuje, je najbolj pametno, da vsak za sebe varčujeta. In potem bosta v 10, 20 ali pa 30 letih lahko nekaj si zaželela, če še bosta skupaj. Hvala lepa. Ja, hvala za vaše mnenje. Hvala. Ja, zanimiva, ne, sicer ideja, da mogoče imata skupno gospodinstvo in skupne finance, ampak še vedno pa vsak posebej malo varčuje. Zdaj, kakšne so te vsote varčevanja, je pa potem spet odvisno od vsakega posameznika, ne? Tudi od zmožnosti, pa to je dejstvo, da tako kot je gospa rekla, fajn je, da človek začne takoj varčevati. Se pravi, vsaj 10-15 odstotkov, se pravi, najprej plača sebi, to si da na stran, potem poravna račune in živi od tistega, kar ostane. To je neka zelo lepa navada. V razmerju, v odnosu pa pride do zelo različnih situacij, ker to je vseeno življenjska doba, to ni tek na kratke proge, ampak pride do ločitev, pride do šolanja otrok, mogoče si otrok želi v tujini študirati, pa je treba imeti takrat privarčevana sredstva. Tipično, zakaj bi pa podprl izjavo gospe, da imate vsak svoje, je pa pri ločitvah. Verjetno imate vi več, bom rekel, teh psihičnih izkušenj, mi se pa s finančnim delom ukvarjamo. In to razveza sama ni tak problem, ampak delitev premoženja na drugi strani je pa lahko zelo dolgotrajna, tudi boleča in je bolj, da so te relacije že prej dogovorjene. Tako da, kakor se čudno sliši predporočna pogodba v nekem romantičnem momentu, ampak je čisto v redu, da smo zmenjeni tudi za naprej. To sem želel ali vprašati. V bistvu odprte karte, koliko zaslužim, koliko privarčujem, koliko zapravim, so super za dober odnos. Ko pa pride do ločitve, pa verjetno vse tisti, ki je vse povedal, polovico od vsega tudi izgubi. Tisti, ki pa je povedal 50 odstotkov, pa izgubi samo 50 odstotkov od 50 odstotkov, kar je 25. Je na boljšem tisti, ki skriva, ne? Ja, ne, nisem jaz tega rekel. No, zdaj je Urankar hotel povedati, da ima skrivni fond na Kajvanskih otokih, ampak po vseh poročil tega ni povedal. Imamo sicer že prve rezultate. Tudi kaj menite, kdo je bolje ravna z denarjem, moški ali ženske?
Aha, zaenkrat menite, da smo ženske res malo bolj pridne, varčne, da bolje ravnamo z denarjem, da ste moški malo bolj brezglavi pri tem, ampak dobro, do konca oddaje še kar nekaj časa. Tako da en kratek predah in smo z argumenti takoj nazaj. Ja, danes se sprašujemo, kdo bolje ravna z denarjem, ženske ali moški oziroma Mars ali Venera. Še vedno čakamo vaše glasove na 041 300 007 z besedo Mars, če menite, da so to moški, oziroma z besedo Venera, če menite, da ženske nekako bolje ravnamo s financami. David, jaz ne vem sicer, kako je pri tebi, ampak jaz mislim, da vseeno imamo ženske malo bolj izraženo to varčevalno žilico. Za vsak slučaj, ne? Kaj pa, če se kaj zgodi? Kaj pa, če bo potrebna prenova? Kaj pa, če bom želela res... No, ko si ravno omenila prenovo, zelo dobro varčujete in potem vsake tolike, se pravi, kopalnico na 5 let, kuhinjo na 7, spalnico na 3,5 je treba obnoviti. Ker mi moški, če bi sam se obnove lotila, jaz mislim, da nihče ne bi spremenil od trenutka, ko se je vselil noter do konca življenja. Če bi delali. Ker vam je za te stvari škoda denarja, ampak recimo pri naložbah vam pa ni škoda, če bi kar nekaj denarja izgubili, ne? Ja, naložbe pa avto. Pri avtomobilih nam tudi ni toliko škoda, da denar odteka. Ampak mene res zanima... No, pa tudi zakaj bi spreminjali nekaj, kar funkcionira, pa je v redu. Ja, naložbe so taka zanimiva zadeva. Prej ste rekli sicer, da so moški bolj pogumni pri tem, ampak kako pa je recimo pri ženskah, kaj opažate? Zakaj tako ne zaupamo recimo denar vložiti, bom rekla, v sklade ali v kakšne druge scheme? Zakaj smo bolj pristašice še vedno, da je denar samo na banki? Zakaj ga vlagate v torbice? Ja, in v dodatke. Torbica je večer modni dodatek. Če gre v staro torbico, je v redu. Smo bolj bojazljive tukaj, ne? Ste, verjetno je to pač kakšen arhetip kaj zgodovinskega, da ste skrbele za ognjišče, tako kot sem rekel, pa je vedno fajn imeti nekaj v rezervi, ker mogoče moški smo morda malo bolj nagnjeni k temu, sej bo. Bom že izrihtal, pa je to avto ali pa kaj tazga, tako da smo bolj pogumni pri takih odločitvah, ampak ko ženska razume ali pa zaupa svojemu moškemu dovolj, je to potem nekaj najlepšega, ker fajn je, da je ideja, da je cilj in da ženska potem podpre moškega pri tem. Seveda se pa pozanima, ali bo to res šlo skozi ali ne. Alja, iz prakse, za kateri znesek je treba partnerja vprašati za dovoljenje? Težko reči. Kaj je, recimo, če si kupim, kaj pa vem, nekaj za 66 evrov 35 centov, verjetno ne. Ampak če si pa kupim nekaj za 1000 evrov? 500? 300? Ja, ne vem. Je pa že mogoče pametno posvetovanje. Nekje verjetno je meja, ko je pa treba le dobiti konsens oziroma, da nekdo reče, ja, okej, sej. Ja, to so tudi stvari, za katere se mi zdi, da je dobro, da se že zelo na začetku razmerja o njih pogovorimo, da potem ne pride do tega, kaj je za nekoga večji nakup, kaj je za nekoga neka malenkost, tako, za nekoga je lahko tudi avto, dobro, nekaj, kar mimogrede kupi, so pa tudi pari, ko vidiš, da si želijo in si poročajo o nakupu, ne vem, ene čokolade, ene plastenke vode in da to vse beležijo in da imajo en tak lahko kupim ta drag jogurt. Lahko danes. Ampak kaj je recimo največkrat tako, kaj opažate, spor med partnerji zaradi denarja? Ker je en bolj zapravljiv ali ker se čutijo, to se čudno sliši, ampak oškodovane, da recimo nekdo zasluži veliko manj kot partner, pa vseeno daje polovico za stroške, ali kaj je običajno predmet spora, kar se financ tiče? Slab dogovor. Se pravi, da se nista uspela dogovoriti, kako bodo stvari poštimane, kako bodo imele ločene skupne račune, kdo bo koliko dajal, to, se pravi premalo komunikacije. Drugo pa tudi, da sta, kako je gospod dobro opisal, različna tipa. Ali pa jaz rečem, tukaj je lahko velika razlika v občutku varnosti glede področja financ. Nekateri se čutimo bolj tesnobne,
v zvezi s financami, spravi skozi nek strah, skozi bo zmanjkalo, treba varčevati, nikoli ni dovolj. Drugi pa lahko živijo tudi iz kredita v kredit, iz danes do jutri, zapravijo plačo v 5 dneh, pa se nič kaj dosti ne sekirajo. In zdaj, če se en tak tip in en tak dobita skupaj, pričakujemo probleme. Znajo biti luštne zgodbe, recimo pri teh različnih tipih. To sem osebno doživel sicer nekih 20 let nazaj, ampak on je bil zelo šparovan. Ona je bila bolj zapravljivka, se pravi, je fajn, da si je kaj prvošla. In je prišel do situacije, ko je marca rekel, Ljubica, letos pa ne greva na morje, zato ker sem si nove feltne kupil. In kaj pravzaprav iz tazga, on je našparoval, ampak njemu morje ni čisto nič pomenilo. Bil varčen, ampak Ljubica ne greva na morje, ker sem nove feltne vzel. Sicer verjetno je logičen, da niste bila več dolgo časa skupaj, ampak... Kaj komu kaj pomeni, ne? Tako, tukaj je problem vrednot. Tukaj je potreben konsens vsaj do neke mere. Pomembno nam je to, ali pa tole je prioriteta, potem pa to in to in to. Potem pa naprej. Nekomu več pomenjav, drugemu počitnice, ne? Različni smo. Mene pa zanima, kaj recimo našim gledalcem in gledalkam. Kako je pri vas doma? Dobro jutro. Halo, halo. Zdrav sem skupaj. Lep pozdrav. Ja, lejte, jaz Ivanka pri telefonu. Jaz bom pa tako povedala. Ko smo mi dva z možnica poročila, pa ko je bila prva plača, on seveda je več dobil, ker je bil špediter, jaz sem malo manj, ampak sem rekla, no ja, to je zdaj tvoje, to je pa moje. Pa je rekel mož tako, zdaj pa, draga žena, sedmo se za mizo in se bomo nekaj pogovorila. Rekla, kaj bo zdaj to? In je rekel, tako, kaj je moje je tvoje, kaj je tvoje je moje. Mislim, upam, da razumete, kaj ću povedati, ne? In mi dva smo imela denar na, dajmo reči, na kupčku. Koliko ga je bilo? Zdaj ga je bore malo, ko smo pokojnine, ne moramo, ne vem, koliko prevarčevati. Je pa dosti družin takih, ki se mi tudi res smilijo, ki pravi, sploh ne vem, že 40 let sem poročena in ne vem, koliko ima moj mož plače in ne vem, koliko ima na knjižci denarja. Ne, se to je žalostno. Ampak da ne so take čase, da moramo marsikaj, tudi, bi rekel, človek se bi marsikaj prvoščil, pa si ne moreš. Si ne moreš, pa si prešparaš, pol pa lega zlomka neki pride, ali je avto v okvari, ali bilo kaj, pa tista kupček potem gre, ne? Ampak vseeno, bi rekla, tako pač je, no. Ampak kdo pa bolj zapravlja, vi ali mož? Lejte, mi pa sva pa oba dva enaka. Veste kaj, men mož včasih pravi, kada pokojnina, takrat greva po fasingo. Ne, pa on pravi mene, ti, a si lahko ta jogurt kupim? Ne, jaz se ka, zakaj si pa ne bi? S drugega si ne moreš ne vem kaj prvoščiti, ne vem kaj bogatega, ne, ampak lejte, gleda na vsak dinar tudi. Noben od naju pa ne zapravlja. Ne, moramo dobro preračunati, ker mesec ima 31 dni, teden ima 7 dni, leto ima 365 dni. In tako si moramo razporediti, da nam vse kaj ostane, včasih pa bore malo ali pa skor nič. Tako. Ja, hvala lepa za vašo zgodbo. Res je tako, da je pri financah prav, da smo dobri gospodarji, ampak kdo je tisti, ki malo bolje ravna z denarjem, vas danes sprašujemo, imamo že naslednje rezultate, torej ženske ali moški, kdo je boljši gospodar financ. Aha, še vedno vodimo ženske. Mitja, po pauzi bova morala kakšne dobre argumente začeti metati. Drugače pa še vedno poznate številko 041 300 007 in besedica Mars, če se strinjate s tem, da so ženske bolj zapravljive, se pravi to, kar danes zagovarjam jaz, in besedica Venera, če se strinjate s tem. Mogoče pa ne razumejo, a veš, pa mislijo, da s tem, ko glasujejo zate, mislijo, da ženske... Oglasi so pred nami in smo takoj nazaj.
Ja, še vedno debatiramo o tem, kdo je boljši z denarja, moški ali ženske. 041 300 007 z besedo Mars ali Venera, torej za koga menite, da bolje ravna z denarjem, ženske ali moški, to vas danes sprašujemo in vaše mnenje. Kako to deluje. Zaželjeno tudi na naše 2 telefonski številki, zdaj si pa na vrsti ti dan. Če menite, da punce bolj zapravljajo, potem morate napisati besedico Mars. Če menite, da fantje bolj zapravljamo, pa besedico Venera, se strinjate. Zdaj fino lobiraš, ker ti trenutni rezultati ne grejo. Trenutno je slabo, pa res ne razumem zakaj, ampak gremo na naslednjo tematiko. Vemo, že včasih je bilo, pa mogoče Alja, to je bolj en tak psihoterapevtski vidik. Že včasih je bilo, da so mame bile tiste, ki so držale finance in so potem odštele. Aha, ta mesec bo šlo toliko za stroške, hrano, toliko ostane možu za čez mesec, toliko ostane meni in to je bilo to. A je to še vedno trend ali je to bolj kot ne težava? Mislim, da ne. Mislim, da je to prej lahko težava. Imamo tudi primere pol dosti skrajne, ko nekdo drži vse finance, kdorkoli zdaj je to, in daje partnerju kot neko žepnino. Ali pa, ko kaj rabiš, mi povej, pa bom zdaj jaz precenil, ali je to ok, ta tvoja potreba in ti dam denar, ali pa ni, pa ti ne dam denarja. To so zelo težke oblike potem... Tako hranjenje egota v bistvu. Ja, moč, ne, moč v rokah enega in drug zelo podrejen. Sam s tem je potem takoj en partner v podrejenem položaju, ne? Kar pa mogoče za dinamiko partnersko ni najbolje. Absolutno slabo, ne? Zelo v podrejenem položaju. Zdaj, žal, tako je, da denar tudi pomeni svobodo, pomeni moč, pomeni to neodvisnost in nekdo, ki ima svoje finance v svojih rokah, bo vedno, ne bo pristal na to podrejen položaj, recimo v partnerstvu, kot nekdo, ki nima, ki je prepustil partnerju ali pa mu je drug nekje zmanipuliral, oduzel nadzor nad financami. Ja, čeprav je tukaj, mogoče gre za neko željo po odvisnosti. Nekateri so radi odvisni od nekoga drugega. In je laže potem, če imajo točno določeno. Tako in da imajo odrejeno in to mu čisto odgovarja, sem ne vem pa, če to na dolgi rok dejansko funkcionira. Ker tako, kot ste omenili, denar je določena svoboda. Mislim, da si vsak človek želi, da pač si lahko včasih nekaj prvož, da mu ni treba vprašati za to prositi. Zdaj, koliko dolg taka razmerja držijo, funkcionirajo, to boste vi verjetno malo več vedeli. Če nekdo sprejema to odvisno vlogo, če nekdo si v bistvu nekje podzavestno ali pa kar zavestno želi tega podrejenega položaja, nekdo lahko reče, jaz bolj zaupam tebi kot sebi. Mej ti finance čez, ti znaš s tem bolje upravljati. Kaj pa pri teh težavah novodobnih, kot so tudi vlaganje, tudi kriptovalute so marsikatega koga potegnile noter, pa recimo športne stave, pa kazino. Pa da ne gremo mimo lokalnih barov, ki tudi vzamejo kar veliko denarja. Morda pa nekdo v bistvu potrebuje to črto, da se mu potegne, toliko denarja lahko zapraviš. Sploh, če je nekdo odvisen od iger na srečo, potem pa absolutno potrebuje, da drugi za vsaj določen čas prevzame nadzor nad financami, ampak jasno, mora biti to narejeno s konsenzom. Ja, meni je pa ostal v spominu, ko se pogovarjamo o tem, kdo je boljši z denarjem, kdo nekako bolj ravna, mi je ostal v spominu en članek, ko sem brala to moški, ženske, finance, kako to urejamo. Moški vratolomno, ženske pa bolj varno do zaslužka. To so v enih rumenih medijih. Ne. Bo kar finančni medij. Donos je vedno povezan s tveganjem. Ker sem že rekel, moški si malo več upamo. Ženskam je pa varnost tista, ki je pomembna. In tudi skozi ta razmerja, zdaj, ki poslušam, določeno, ni nič hudega, če greš po službi na pivo s kolegi in to opravljaš vsak dan, ali pa za sprostitev greš v kazino, vendar potem ta meja je lahko zelo tanka, do tistega, ko pa to moteče postane, ko že pride do neke odvisnosti. In takrat je prav, da je nekdo, ki zaropota. In malo sem se spomnil na vic, ki je včasih krožil, pa mislim, da je še danes aktualen, sicer bolj na naše južne brate. Črnogorka skrije denar pred Črnogorcem pod lopato.
Bosanka ga da v knjigo, Slovenka pa vrže na mizo in reče, zdaj pa vzem, če si upaš. Odlično. Ja, nekdo je tudi z nami na telefonski zvezi. Kako je pri vas doma? Kdo bolje ravna z denarjem? Mož ali žena? Oziroma, kako imate to dogovorjeno? Je to dobro urejeno? Dobro jutro. Dober dan, dobro jutro. Ja, pozdravljeni, kdo je z nami? Milena pri telefonu. Ja, Milena, povejte. David, Ja. pa tvojega gosta bi vprašala, če se zavedate, koliko je gospodinjska pomočnica draga, koliko na uro plačata? Če razumeš vprašanje? Pri nas ne plačujemo na uro. Delam se, da ga ne. Ampak ja, ne, zagotovo hišna opravila, ampak hišna opravila Špela sva že imela, ne, in sva se v bistvu strinjala, da je treba to Razumeš, kaj sem porazdeliti. mislila vprašati? Razumem. Mogoče tisto, kar je na prvi pogled zastonj, je na koncu najdražje. drago, ne? Se že posipam s pepelom, nič več ne bom rekel. Ja, Milena, imate dober dogovor z možem doma glede financ? Hvala Bogu, ga že 11 let ni, ampak je večinoma gospodinjske delal on. Aha, Ja. dobro ste to. Jaz pa ostalo. Pa lep dan, ne že. Ja, enako tudi vam. Ja, zanimive so te družinske dinamike, ne? Ampak ja, finance so lahko vedno problem potem, ko ugotovimo, da mogoče res ne gre in pridemo do razhoda, ne? Takrat pa je to kar naenkrat postane problem, tudi če prej v partnerski zvezi ni bil, ne? Ja, če ne prej takrat. Potem takrat pokaže razpoka, žal. Dajmo pogledati, kakšni so rezultati trenutno. Kdo bolje ravna z denarjem? Blizu smo, še je nekaj časa, dragi gledalci in gledalke, še nekaj minut, za tole nič 4-1, 300, nič 7 in besedica Mars. Oziroma Venera, če menite, da ženske bolje ravnamo z denarjem. Ja, še zadnje minute naše današnje debate, kdo bolje ravna z denarjem. Prej, ko smo se pogovarjali o teh odvisnostih, ne, kako mogoče je en partner odvisen od drugega, da nekdo bolje zasluži in potem dobiva od partnera nekaj denarja. Ampak je pa žal tako, ne, danes ali v partnerskih odnosih, tako za zaključek, da jih ponekod tudi samo še denar povezuje, kar je žalostno, ne? In krediti. Krediti, ja. Tudi, ne, danskrat slišim, vse v bistvu, če ne bi imela skupnega kredita, ker se ga težko zdaj znebiva, mogoče, ne, ali pa najverjetneje ne bi ostala skupaj. To so zelo žalostne zgodbe, ne, ali pa ustajajo zaradi finančnih koristi. Če bova šla na razen, ali pa eden tako razmišlja, če bova šla na razen, nama bo obema mogoče finančno teže, pa težko se bova zmenila glede otrok, preživnine, glede hiše, glede vsega in nekje ostajata skupaj, ker je tako finančno lažje, ali pa je nemogoče, si ne morata privoščiti ločitve. Mitja, po drugi strani so pa v enih državah poročeni pari celo bolj obdavčeni, kot recimo, če živijo samski, ne? To se vidi, kaj pravzaprav država stimulira, ne? Ampak recimo to je neko okolje, vendar najbolj je pomembno te, ki se recimo z osebnimi financami ukvarjamo, pa se tudi s poslovnimi na drugi strani. Pri poslovnih so odločitve racionalne, vsaj v čim višji možni stopnji, ne? Medtem ko osebne finance pa predpostavljajo osebnost. In je tako kot znanje o samem tehničnem upravljanju, je pomembno tudi to, da skrbimo, da smo osebno zadovoljni, ne? In ta primer, ki je bil, nekdo ustraja v neki ekonomski zvezi, ni več intime, ni več tega, ampak dejansko samo zaradi denarja še skupaj to dolgoročno uničuje osebnost. Tukaj potem pride do nezadovoljstva, do bolezenskih stanj, do raznih situacij in ko se nekdo zaveda, da je mogoče na tem nivoju, je boljš prekiniti. Se je težko v tisti fazi, ampak vedno se dobro razplete običajno za oba. Se da narediti finančni načrt, ki bo vseeno na koncu dober za vse. Dajmo na hitro pogledati rezultate. Kakšni so rezultati današnje debate? Ja, David ni šlo. 40, 3. Ženske bolje ravnamo z denarjem, tako ste odločili danes gledalci, da smo malo pomirili Davida, ker če ne bi bil kot pav do konca oddaje. 9-9. Hvala obema gostoma za sodelovanje in upam, da smo vsaj nekaj tehtnega gledalci dali tudi komu malo v razmislek. Hvala.